Spoštovane gledalke in gledalci, nocojšnji gost je Boris Tomašič, predavatelj na Fakulteti za medije, bolj znan kot direktor, voditelj in politični komentator na Novi 24. Dobro večer, gospod Tomašič. Dobro večer. Kako se počutite v studiu največje, upam, da tudi najbolj ugledne medijske hiše v državi in tudi medijske hiše, ki jo pogosto kar napadate? Ja, najprej hvala za vabilo. Prvič sem v studiu nacionalne televizije, ki ni samo največja, ampak tudi najdražja. Dobro, tudi najbolj ugledna, ne? To je stvar okusa, ampak hvala vam, kot sem rekel, da ste me povabili, in čestitke za pogum, ker mislim, da glede na to, da je svoboda, boste slišali marsikatero pikro na to, da ste povabili mene, ki pa res kritiziram to televizijo, ampak ne kritiziram televizije kot take, kritiziram tiste stvari, ki jih vidim, da niso v redu. Poskušam upozoriti na napake, naj si bodo namerne ali nenamerne. Tudi nekatere naše sodelavce konkretno napadate. Zakaj? Ne napadam njihovo delo, ne. Velikokrat se meša, da jaz napadam ljudi. Jaz ljudi imam rad, vse, ampak če delajo napake, če delajo, se pravi, namerne ali nenamerne, je treba na to opozoriti. In jaz mislim, da bi mogla biti ta hiša meni hvaležna, ker če spremljajo mene, in vem, da me spremljajo, lahko dvigujejo kvaliteto oddaj. Ja, zanimivo. Vendar, gledajte, pri vašem delu so se zgodile tudi napake. Akos vas je lansko leto nekako obdolžil, prepoznal je spodbujanje sovraštva in nasilja. V eni od oddaj Kdo vam laže, šlo je za gledalca, ki je nekako govoril v tem smislu, da se je treba pripraviti na boj, se oborožiti, to je bila v bistvu oddaja v živo, ne? Vi pa ste takrat izjavili: jaz sem že pred časom rekel, prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli. Zakaj ste to rekli? Zato, ker je to res. Seveda je... No, se Golobova oblast ni prišla na silo na oblast. Kdo je pa rekel, da sem govoril o Golobovi oblasti? Govoril sem o tistih, ki so nastavili Goloba na oblast. Ampak to, ki moram razložiti zadevo nekoliko bolj podrobno. Zadeva je v osnovi problematična in to bomo dokazali na sodišču, če ne prej na Evropskem sodišču za človekove pravice. Nedopustno je v demokratični državi, da nek uradnik, državni uradnik, ki je neposredno podrejen predsedniku vlade, lahko izda odločbo, v kateri napiše, kaj mora nek medij objaviti in česa ne sme. To lahko stori samo sodišče. Drugič, kaj je bilo rečeno v tej oddaji, ne? Interpretacije, kako se je začelo v Državnem zboru. Vašo bivšo kolegico Mojco Pašek Šetinc je skoraj kap zadela, ko je to slišala, predsednico Državnega zbora, tako je kar prekinila sejo, ko je to slišala. Ampak kaj je gledalec v resnici rekel? Rekel je: oborožite se, ker prihajajo časi, ko bo treba spet braniti Slovenijo. Braniti. Ne pozival, oborožite se in napadajte. Jaz sem pa rekel, s krvjo so prišli in očitno bodo na silo tudi šli. Bojim se, da se bo to res zgodilo. In jaz od zdaj naprej stalno opozarjam tudi našega rednega gledalca na Akosu, ki nas spremlja po službeni dolžnosti, ko pride do take, da so to opozorila. Na podoben način je bilo tudi na vaši televiziji. Dr. Štanca rekel, bojim se, da se bo zgodilo nasilje ljudi, ker so v stiskah. Ljudje so lačni. Videli smo včeraj, kaj se je zgodilo v Trbovljah. Ne? Lejte, če kaj vam je pa treba priznati tudi neke vrste pogum, namreč, da imate oddajo, kjer sprejemate klice gledalcev, čeprav razumem, v živo, ali je kakšna cenzura vmes, da malo preverjate? Direktno, v živo, brez omejitev. No, zato je treba kar nekaj poguma, ker seveda gledalci so pač različni, ne? In dostikrat dobite tudi dokaj brutalne izjave, bodi si v vašo podporo in tudi proti. In po tej poti, kakšen je vaš, kaj rečem, vtis? Kaj ljudje razmišljajo? Kaj jih teži? Zakaj se javljajo? Jaz mislim, da je taka oddaja nujno potrebna. Jaz, če bi imel več časa, bi jo imel večkrat na teden. Načrtujem tudi eno 3-dnevno oddajo neprekinjenih klicev. Ljudje, ko so v stiski, ko težko živijo, ko dobivajo položnice, videli smo, za 500 evrov za ogrevanje in tako naprej, morajo to dati ven. Jaz bi svetoval vodstvu te televizije, da podobno oddajo naredi na tej televiziji. Ljudje potrebujejo ventil. In seveda jaz dobim, me pokličejo ljudje in mi povejo marsikatero neprijetno in jaz jim rečem hvala, ker me gledate. In vsak ima pravico drugačnega mnenja. Seveda pa večinoma ljudje pokličejo in so jezni, zafrustrirani, obupani. In jaz bi si želel, da bi
predsednik vlade in pa tudi ministri gledali to oddajo zato, da bi videli, kakšno je realno stanje. Eno so ljudje, ki živijo dobro, imajo za vse poskrbljeno, imamo pa res vsak dan več ljudi, ki so na robu preživetja. In vlada, ki tega ne zazna, drugače kot to, da sklicuje tiskovne konference in reče, vsem bomo pomagali, je v resnih težavah. Zato ta moja izjava, da tukaj pa zdaj brez krvi, da bo ta vlada odšla tako, kot je prišla. Prišla je s protesti in protesti jo bojo odnesli. Kaj pa tisti, dobro, številni gledalci vas kličejo, ki so vaši podporniki, doživljate pa tudi napade. Kaj pa tisti, ki vas ne odobravajo in pokličejo? Kaj vam očitajo? Očitajo mi, da sem janšist, očitajo mi, da lažem jaz in tako naprej, ampak meni je to dobro. Jaz to si želim, da bilo več takih klicev. Da mi smo televizija, upam si reči v tem trenutku, edina, ki je odprta za različna mnenja, res, ne pa iz izjemo zdaj le oddaje, ki ste mene povabili. No, mislim, da so še druge oddaje, ki so odprte. Ja, ampak recimo, da se je RTV začel popravljati pod novim vodstvom, to, da začel dopuščati drugačna mnenja. Bojim se, oziroma jaz sem, ne da sam, da se bojim, ampak sem prepričan, da se bo z uveljavitvijo novega zakona to zgodilo. Ko se bo zamenjalo vodstvo, nasilno, neustavno in nezakonito, po mojem mnenju, jaz nimam več nobenih možnosti, da bi prišel na to televizijo. Se je že zgodilo, da sem dal kako izjavo za kakšno oddajo, pa so jo potem uredniki izbrisali. Ne, zdaj, da povem tudi glede vašega vabila. Glejte, v tem studiu smo gostovali ne vse mogoče, ampak vrsto različnih ljudi v celem spektru in v enem delu tega spektra, mogoče na nekem robu ste tudi vi, ne bi bilo krivično, končno, če smo imeli tukaj urednike drugih medijskih hiš, zakaj ne bi imeli tudi vas? Ne? Seveda pod pogojem, da se spoštljivo obnašate in mislim, da se eno. Tako da... Jaz se zmeri spoštljivo obnašam, ampak ne vem, zakaj ste me dali na rob. Jaz mislim, da je naša televizija, naš medijski imperij, kot ga je krstil Dejan Židan, zelo pomemben, ker če ne bi bil zelo pomemben, se ne bi redno v parlamentu z nami ukvarjali. Vlada, ne? Mislim, da je fenomen, ki se ni nikoli v preteklosti zgodil, ne pod Drnovškom, ne pod Ropom, pod nobenimi levimi vladami, da bi se ustanavljale preiskovalne komisije, ki bi jih ustanavljala koalicija, se pravi vladajoči, in bi preiskovali koga? Medije, ki jih kritizirajo. Aha, zdaj govoriva o preiskovalni komisiji, ki jo vodi naša bivša kolegica, novinarka Mojca Šetinc Pašek. Zakaj pravzaprav gre? Očitajo vam kaj? Politično propagando, delo za stranko? Jaz sem poskušal prebrati sklepe ustanovitve te komisije, pa se mi nekako zataknilo že pri naslovu, ki ima približno celo A4, ne? Ker to je znak, kadar ne veš, kaj je narobe, pa moraš zelo veliko napisati že v imenu te komisije. Jaz sem prepričan, da niti sama Mojca Pašek Šetinc ne pozna celotnega imena te komisije. Kakšen je pa namen te komisije? Namen te komisije je zelo enostaven. Utišati še tistih nekaj medijev, ki si drznejo kritizirati, kot ga jaz imenujem, diktatorja Roberta Goloba, ker je pač on nedotakljiv. Vemo, kaj se dogaja v državnem zboru, da opozicija nima besede, da predsednica državnega zbora arbitrarno odloča, na katero vprašanje poslansko bo lahko odgovarjal oziroma smel odgovarjati predsednik vlade. To je noro, to je narobe svet. Predsednik vlade skliče tiskovno konferenco in reče svojemu ministru, da se praktično opraviči županu enega mesta javno pred kameri v mafijskem slogu. Ne? To meni diši po diktaturi oziroma po prihajajoči diktaturi, kjer je drugačno mnenje prepovedano in to pogrešam v bom rekel, večinskih medijih. Ne? Ni problem, če se midva ne strinjava. Ampak dajva se kulturno pogovarjati, izmenjava mnenja in sprejmimo, da nimam jaz zmeri prav in da nimate vi zmeri prav. Torej, sožitje različnosti, no sej to je... Absolutno, to je osnova vsake normalne družbe in mi prehajamo v nenormalno družbo. Ampak povejte mi, v kolikšni meri ta preiskovalna komisija Paškove škoduje vam in vašemu obstoju? Tam so tudi komične situacije, leti perje, vse mogoče. Kako vpliva to na vaše delo? Zdaj, jaz bi delo te komisije, vpliv te komisije razdelil na dva dela. Eno je vpliv na demokratične procese v naši državi. Tukaj se dogaja ena velika zloraba
tako parlamentarne komisije kot državnega zbora. To se ne sme dogajati. Veste, kaj se dogaja? Gospoda iz te komisije se je dovolila pregledati popolnoma vse finančne transakcije 3 podjetij, ki jih jaz vodim. In so pregledali, kdo je naročnik, kdo plačuje naročnino. Si predstavljate, kdo je naročnik demokracije, so pogledali. To je kršitev taka. A ste prepričani, imate dokaze? Imam dokaze, to je gospod poslanec, ne vem, kako mu je ime, na komisiji rekel, mi nimate toliko naročnikov, kot trdite, mi smo pregledali vse vaše naročnike. To je pa huda, no? To je grozljivo. Se pravi, ta del, vpliv na demokratične procese je katastrofalen in jih uničuje. To za našo državo, mlado državo, ni dobro. Vpliv na Novo 24 TV in na imperij Nove 24 TV je pa blagodejen. V kakšnem smislu? Jaz upam, da Mojca Pašek Šetinc bo nadaljevala v tem tempu, da bo nas napadala, da nas bo redno obravnavala. Prosim jo sam, in to sem rekel, naj ne vabi naših zaposlenih, ker res niso zato tam, da bodo hodili pred kamere. Ampak vsakič, ko ona skliče tiskovno konferenco, vsakič, ko ona napade našo televizijo, naši podporniki nam še bolj pomagajo. In v bistvu nas rešuje na nek način, glede na to, da se je država odločila, da nas bo ukinila, da bo prekinila vse pogodbe, ki jih imamo, vključno z Telekomom. Tako da, Mojca Pašek Šetinc, če to gleda, prosim, nadaljujte. To je ena burleska pravzaprav. No? Ampak v ozadju tega pa je seveda očitek, da ste Janševa televizija. Ja, seveda. To je tako, to je klasično za to, ko nimaš kaj drugega očitati, ne? Meni težko očitajo, da lažem, zato ker niti ne vem, koliko oddaj sem že naredil, preko 400 oddaj, niti enkrat mi ni nihče dokazal, da se lažem. Če naredim napako, se upravičim, nimam nobenih težav. To je tako, ko bi jaz rekel, da je RTV Golobova televizija, da je Pop TV, ne vem, SD-jeva televizija, zmišljujem si. To je tako diskreditacija ad hoc. Zakaj nam to govorijo? Ker smo vrednostno tam, kjer je stranka SDS. Se pravi, naše vrednote, ki jih mi zagovarjamo, od prvega dne nastanka. Mi smo rekli, mi smo stranka, televizija oziroma medij evropskih konzervativnih vrednot. In nikoli nismo tega skrivali. In seveda je najlažje pol bladiti. Pa zato, glejte, to pa je res katastrofa, gospod Janša ima 5 delnic Nove 24 TV. Zdaj iz glave govorim, ampak to ne predstavlja niti 10%, se pravi, nima nobenega vpliva na upravljanje te firme. No, ampak če nadaljujem z očitki, vi ne napadate Janeza Janše. To ne drži. 2 razloga sta. Nismo zelo kritični do tiste politične opcije, ki izvaja politiko, ki jo mi sami zagovarjamo. Se pravi, mi ne moramo kritizirati nižanje davkov. Lahko pa kritiziramo višanje davkov, ker je naš vrednostni sistem, rečemo temu, bolj kapitalističen. Grozna beseda, ne, je v Sloveniji. Biti kapitalist je tako žaljivka, tam nekje, ki je fašist. Smo ga pa kritizirali. Recimo, jaz sem javno kritiziral in njega, in Aleša Hojsa, recimo v času epidemije, da so tako nežno ravnali z temi nasilnimi protestniki, ilegalnimi, ki so nezakonito se združevali in tako naprej. Mi vemo, kako je bilo v Parizu, kako je bilo v Berlinu, kako je bilo v jedrni Evropi. Ne? Mi smo pa kar dovolili, da zapirajo ceste po Ljubljani. Jaz sem stal v koloni, zato ker se je par ljudi odločili, da bojo zaprli cesto. In tudi pri nižanju davkov mislim, da so premalo naredili, tudi pri vzpostavljanju medijskega prostora so premalo naredili. Veliko je stvari, ki jih lahko kritiziram, ne bom pa kritiziral tisto, s čemer se strinjam. Lahko bi rekli, da ste se vi kot televizija, kot medij dokončno profilirali prav v času te covidne krize. Na eni strani mainstream mediji, ki so seveda izkoristili vsako priložnost za napade na vlado, to je treba nažalost reči tudi v času covida. Vsi ukrepi so bili v glavnem problematizirali, na veliko se je podpiralo tisto, ki so bili proti ukrepom, pa kolesarji in tako naprej. Vi ste takrat za določen sloj ljudi postali glas razuma, delovali ste pomirjujoče, poskušali ste ljudi osveščati in veliko gledalcev ste takrat pridobili. Kakšen je vas spomin na ta čas? Ja, ne samo gledalcev, tudi bralcev. Naj povem za predstavo marec ali april
2020, ko se je začel COVID in ko je še večina medijev negirala resnost problema, smo mi že opozarjali na problem in tisti mesec smo dosegli rekord branosti naše spletne strani, ki je bil 8 manj kot milijon unikov, se pravi različnih bralcev in smo bili nekje na nivoju najbolj gledanega, najbolj branega portala. Kakšni so bili časi? Mi smo rekli, da je treba to epidemijo, o kateri nihče ni vedel veliko, imeli smo pa informacije iz sosednje Italije, da so ljudje na cestah umirali, da je bila katastrofa, kar se tiče tega, in smo nekako, bom rekel temu, ne maram tega izraza, družbeno odgovorno pristopili. Bili smo napadani, češ da strašimo ljudi, da je to, ne vem kaj, na koncu se je izkazalo, da je to bilo res, da je bil ta virus nevaren. Seveda je pa danes iz današnjega vidika lahko biti pameten in ugotoviti, da so bili nekateri ukrepi pretirani, da so bili nekateri nepotrebni in tako naprej, ampak danes vemo več, kot smo vedeli takrat. Pač po bitki, ne? Ja. Zdaj, kdo so vaši gledalci? Seveda kritiki vam očitajo, da imate gledalcev malo. Kdo so vaši gledalci? Naši gledalci so ljudje iz, rečemo temu, iz obrobja družbe. Zelo veliko je tistih neslišanih, tistih, ki vedo, kakšno je realno življenje. Zelo veliko imamo ljudi, gledalcev iz podeželja, ker smo poleg nacionalne televizije edina televizija, ki pokriva, ki oddaja na prizemnem, na anteni, informativni program, starejši, upokojenci, pa tudi veliko mladih, pokličejo me mladi, tudi ustavljajo me mladi in me pohvalijo. Pa, kar me najbolj veseli, zelo veliko ljudi gleda našo televizijo, tisti, ki se z nami ne strinjajo. Rečemo temi levo usmerjeni in tako naprej. In še bolj me veseli, da v zadnjem času pokliče veliko ljudi in pravijo, volil sem Goloba, pa ga nikoli več ne bom. Se pravi, ljudje počasi vidijo, kaj se dogaja. Zdaj, vi ste vabili seveda na široko, recimo pred volitvami in tudi sicer tudi leve politike in so prihajali. Zdaj mislim, da vas bolj ali manj bojkotirajo. Kaj se je zgodilo? Ste grdo ravnali z njimi? Naravno nasprotno. Mi smo, se pravi, od začetka je bil koncept naš. Ni bil naš koncept, da smo mi ali pa naši novinarji tisti, ki posredujejo javnosti svoje mnenje. To, kar jaz recimo v svoji oddaji pogosto očitam vašim kolegom. Novinar ni, se pravi, govorimo o klasičnem informativnem programu, ne o oddajah, ki so komentatorske. Mnenje novinarja je nepomembno. Mora biti nepomembno v informativnem programu, zato je treba povabiti različne goste, da soočijo svoje mnenja, novinar je pa zgolj moderator. Jaz recimo kakšnemu vašemu kolegu očitam, ko ima gosta, pa gost nekaj pove, pa reče, se ne strinjam z vami. Koga na svetu briga, a se novinar z njim strinja ali ne? Važno je, kaj gost misli. Imej drugega gosta, ki se z njim ne strinja. Ampak da se vrnem na vprašanje, vabili smo vse in so prihajali. Marjan Šarec, Borut Pahor, Tanja Fajon, vsi so prihajali. Potem se je pa v nekem trenutku, kaj je razlog, ne vem, ampak očitno je to povezano z to anti-Janša agendo, ker žal, ena digresija, naša leva politika ima samo en program. Nima vsebinskih programov, ne vedo, kaj bodo naredili, edino jih druži in njihov program je samo, da ni Janez Janša. In ker so poistovetili našo televizijo z Janezom Janšo, so rekli, nehajmo hoditi, ker potem ljudje ne bodo gledali. Kaj jih je skrbelo? Da bodo naše oddaje gledali njihovi volivci. In se bodo soočili v enakopravnem boju z drugače mislečimi. In so nehali hoditi. In nas bojkotirajo. Ne po volitvah, že pred volitvam tem niso želeli priti. Smo vabili Roberta Goloba, vse smo vabili, pa so zavračali prihod. Jaz mislim, da zato, ker znamo postaviti ali pa vztrajamo na podvprašanju ali pa še enemu vprašanju, nekako ne pristanemo na to, da gost govori, kar hoče, ampak ne odgovarja na vprašanje. Ampak je pa ena zanimiva podrobnost, da se je dr. Golob pri vas oglasil pa pred volitvami, mislim, da je šlo za še preden je vstopil v politiko. Zakaj je takrat prišel na Novo 24 in kaj je bil razlog, kaj ste se pogovarjali? Mislim, da je bil tudi v vaši pisarni, če se prav spomnim. Drži. To je bilo, mislim, da v začetku leta
21, ali v prvi polovici leta 21, ali pa v jeseni, ne vem točno, niti ni pomembno. Takrat so se začeli določeni napadi na njega kot na direktorja, poskusi zamenjave in tako naprej. V javnost so prišli neki podatki o njegovih malverzacijah in takrat je on ocenil, da mora javnosti razložiti svojo zgodbo. In očitno je bila takrat edina demokratična televizija, ki je to dovolila, Nova 24 TV. Gospod Golob je imel možnost in je prišel v studio in povedal svojo resnico. Ne? Na očitke, ki so leteli nanj. To ni uspel narediti na drugih medijih, ker takrat še ni bil ta prav. Ne? In mi smo to naredili kljub temu, da, bom rekel, naši politični opciji ali pa takrat vladi ni bilo všeč. Ne? Pač damo možnost človeku, da svoje pove. Sedel v moji pisarni, pogovarjala sva se, rekel je, da nima nič proti Janši, da je on apolitičen, da on ceni tiste ljudi, ki dobro delajo in da ni izključujoč. No, ko je prišel na oblast, je ena od prvih nalog, ki jih je dal svojim podložnikom, da je treba vse narediti, da bo Nova 24 TV prenehala delovati. Recimo eno od takih potez je prekinitev pogodbe, Telekom je prekinil pogodbo z inštitutom, ki zastopa več televizij, zgolj zato, ker je Nova 24 TV ena izmed njih. Pa ste predtem v tej dobi, kratki zlati dobi sodelovanja z dr. Golobom, ste tudi vi dobivali denar od GEN-I-ja, ker je bil zelo blagohoten do nekaterih novinarjev. Ja, mi smo podpisali oglaševalsko pogodbo, GEN-I je pri nas oglaševal, mislim, da še oglašuje, ampak pogodba se bo, to je recimo edina pogodba, ki jo, rečemo temu, državne firme niso prekinile z nami in mislim, da se bo pa iztekla v kratkem in nekako mi intuicija pravi, da ne bo podaljšana. Mogoče pa bo sedaj, ko se to posluša. Kdo je v ozadju Nove 24? Kdo vas plačuje? Kakšna je lastniška struktura? O tem je bilo veliko špekulacij. Zdaj, hiter pregled. Nova 24 TV, oziroma medijski imperij Nove 24 TV, ki danes vključuje 3 podjetja, se pravi NTV 24 delniška družba, to je podjetje, ki izdaja televizijski program, Nova hiša, ki izdaja spletni portal, spletne portale in Nova obzorja, ki izdaja tiskano Demokracijo in je tudi založba. Se pravi, ustanovljen je bil s podporo ljudi. Osnovni kapital smo mi zbrali tako, da smo ljudi pozvali kupite delnice. To je bilo pred leti na začetku, ne? To je bilo leta 2015. Ampak potem je vstopil mađarski kapital. Ja, ampak najprej smo se mi postavili. Jaz sem šel, zdaj ko očitajo, da je Janša to delal, pa tako naprej. Jaz osebno sem šel, preden smo naredili televizijo, k potencialnim investitorjem na Madžarsko in sem jim predstavil projekt. In ta gospod, ki je zelo bogat in se ukvarja s tem poslom, je rekel, zelo zanimivo, ampak pokličite me, ko boste kaj naredil, ker takih projektov sem jaz videl že veliko. No, in smo ustanovili firmo s pomočjo ljudi, ki se jim zahvaljujem, izkoriščam to priložnost, ker je bilo zelo veliko ljudi naveličanih medijskega monopola. Tako smo začeli, smo naredili in ko je televizija začela oddajati, ko je spletni portal začel oddajati, ko smo imeli prve uspehe, sem je šel še enkrat na Madžarsko povedati, evo, zdaj pa imam nekaj za pokazati in takrat so oni vstopili kot strateški partner. Dokapitalizirali so podjetje, da smo lahko, se pravi, nadgradili ta prvi korak in prišli do tukaj, kjer smo zdaj. Dosegli so to, so ne zaradi rezultata na volitvah, ker smo se to dogovorili pred volitvam, se umaknili iz kapitala. Iz lastništva, mislite? Iz lastništva. In v tem trenutku sem jaz največji lastnik, nisem pa večinski. Ne? Še zmeraj imamo razpršeno lastniško strukturo. Tako da je neke vrste kapitalista, kako verjeti? Ja, jaz sem kapitalist, ampak jaz sem ponosen na to, zato ker zdaj v tem trenutku recimo vsak mesec dam delo in plače 60 ljudem. 60 ljudi imate? 60 v vseh 3 podjetjih. To je zanimivo, ko vi rečete 60 ljudi v medijski hiši, ki ima 2280 ljudi. Dobro, mi imamo tudi orkestre, ki jih vi nimate. Bolje, da sem tiho. Ampak poglejte, gospod Tomašič,
tudi založništvo ste omenili. In dejansko ste izdali vrsto zanimivih knjig. Zadnja, zelo uspešna pa je ta Forum Sao Paulo in kulturna vojna. Pravzaprav govori o kulturnem marksizmu. To je taka strašljiva beseda. Ampak knjiga pa je izredno zanimiva. Kaj v njej piše, da ste tako hitro šli v ponatis? Ja, ta knjiga govori o forumu Sao Paulo. Kaj ima to Slovenijo? Sao Paulo je v Braziliji. Zanimivo, recimo zagotovo poznate Forum 21, ne? Forumi se ustanavljajo, ki želijo vplivati na politiko. Zgodba Foruma Sao Paulo, Forum Sao Paulo sta ustanovila Fidel Castro in Lula da Silva. Aktualni predsednik, ki je že bil, z namenom razširiti kulturni marksizem. Kaj to pomeni? Kulturni marksizem na hitro, ne? Schnellkurs. Uničiti vse tradicionalne vrednote, ljudi spremeniti v amorfno maso brez vrednot, ki jih potem lahko z mediji in preko šolstva manipuliraš. Zadali so si cilj, da bodo prevzeli oblast v vseh latinskoameriških državah. Uspelo jim je s Hugo Chávezom v Venezueli in on je financiral vse nadaljne projekte. Najprej preko naftnega denarja, nato pa in v zadnjem času pa predvsem iz kokaina oziroma denarja iz drog. In ljudje, ki berejo to knjigo, vidijo, kakšne metode so oni uporabljali. In sporednice potegnejo Slovenijo, ker se enako dogaja. No, to bi hotel vprašati, jaz sem knjigo bral, je izredno zanimiva. Kakšne so te dejansko vzporednice Slovenije? Vzporednice so ravno v tem, da se pri nas dogaja razkroj, dela se na razkroju vrednot. Prevzem inštitucij se je začel leta 1945, na silo takrat še, se pravi, klasični marksisti so na silo prevzemali oblast, potem so pa po letu 1991 oziroma 1989, ko je konc bilo z komunizmom, ugotovili, da je treba na mehko prevzeti šolstvo, medije, sodstvo za to, da te podpira in nekako odstraniti vrednote, ki so v napoto komunizmu. Komunizem je propadel zato, ker ni bil v skladu z vrednotami ljudi. In je bilo potrebno preveč sile, se pravi, predrago je bilo vzdrževanje sistema. Danes v Sloveniji smo priča, to, kar se današnja oblast če bi bil Miličinski še živ, Butalci bi bili amaterske zgodbe o tem, kar bi lahko pisal v naši politiki. To je groteskno, to je absurdno, kar se dogaja. Ampak to ima svoj namen. Diskreditirati vse pomembne inštitucije. Mi imamo predsednico Državnega zbora, ki se obnaša, kot se obnaša, ampak diskreditira institucijo. Imate vi kaj proti ženskam, ste seksist? Absolutno ne, jaz imam rad ženske. V naši firmi verjeten je več žensk recimo na ključnih uredniških mestih kot kjerkoli drugje. Tako da nobenih problemov nimam. Ampak zakaj imate probleme z Urško Klakočar? Ne, jaz nimam probleme z ljudmi, z nikomer, ampak z njihovim obnašanjem, z njihovim delovanjem. Ona sramoti s svojim obnašanjem zelo inštitucijo, ki je mogla biti najbolj spoštovana. Kjer je treba, protokol, neka tradicija je pomembna. Zakaj? Da vemo, kaj je prav in kaj je narobe. In naša družba gre v smer, da je vse prav in vse narobe. Nimamo več kompasa. Pa kaj pol, če se je zlagal politik? Pa kaj pol, vsi kradejo. Razvrednotimo. Kradu si, adijo v zapor. Samo to bi še rekel v zvezi s to knjigo. Vi ste, to sem nedavno prebral, odprli knjigarno, sedaj, ko je knjigotrštvo tudi v krizi, mediji nasploh, ste vi odprli v BTC-ju knjigarno. A to sploh gre? Zakaj ste to naredili? Zelo uspešen projekt. Zakaj smo naredili? Zato, da, ljudje še zmeraj berejo knjige. Ljudje še zmeraj berejo tiskane medije. Jaz danes poslušam neke odlaskove medije, ki pritiskajo na vlado, da morajo financirati tiskani medij. Dober, kvaliteten medij, tiskani, kvalitetna knjiga, kvalitetne vsebine, ljudje kupijo. To imate vi osebno izkušnjo. Vaša knjiga je tudi bestseller. Ta knjiga je bestseller. Ljudje želijo vsebine
In naša knjigarna ponuja knjige in vsebine, ki jih drugje ni. Se to izplača? Absolutno. Mi smo, se pravi, knjiga je pošla, prvi smo že v dotisku, ljudje pridejo v knjigarno, gledajo knjige, pravijo, skrajni čas, da imamo dostop, konec konc knjiga je materialna, ne moreš jo zgor po e-knjigarni kupovati, pogledajo knjigo in tako naprej. Tako da generalno, tudi mislim, da je Demokracija edina revija tedenska, ki povečuje število naročnikov. Ne? Torej se da, seveda je pa ključno to, da nas nihče nikoli ni razvajal. Od prvega dne smo se borili na trgu proti, nismo delovali na normalnem trgu. Ne se spomnite poziva Šarca, nihče ne sme oglaševati na sovražnih medijih, ne? Se ve, njemu sovražnih medijih. Ne? In mi, bolj ko je kriza, bolj ko pritiskajo na nas, bolj se obračamo k ljudem, ljudje nas podpirajo, hvala vsem, dejansko ogromno ljudi nam nakazuje 12,75 € na mesec. A vam je ta številka kaj znana? Ja, tukaj malo ponašate javno televizijo. Ampak, ja, res je. V nekih seveda pomembnih razlikah. V znesku. Ključna razlika je pa v tem, da so vam prisiljeni plačevati, nam pa prostovoljno plačujejo. So pa ljudje, ki dajo bistveno več. Zakaj? Ker se zavedajo pomembnosti našega medija. Naš medij morda ni neskončno vpliven, je pa vzpostavlja pa ravnoteže. En lev politik ali pa strokovnjak je rekel, z nastankom Nove 24 TV je vrč razbit. Ni več monopola in spušča, in čim gre resnica ali pa drugačen pogled na politiko, na življenje med ljudi, je konec. Ni več monopola. In zdaj aktualna oblast poskuša vas, ki vas je, kako je že rekel vaš kolega, jebeno malo, ne? Nekoliko manj, ja. Odstraniti, narediti RTV hermetičen. Pop TV-ju so umaknili tožbe, ki jih je prejšnja uprava dala in zahtevala znižanje prispevkov, so tudi pridni, novo hočejo ukiniti in imamo spet, mislim, da slabšo situacijo, kot je bila v prejšnjem režimu. Nedvomno, seveda, vi živite in delujete na račun podpornikov in gledalcev, ne, kot kaže. Kaj pa raven, recimo marksisti bi rekli, nizka raven diskurza na Novi 24? Ne, Boris Tomašič je sarkastičen, se norčuje iz politikov. Gledal sem vašo oddajo po tej tiskovni konferenci vlade, kjer so se usklajevali za zdravstveno reformo. Izsekali ste posamezne izjave ministrov in seveda premijera Goloba. Mi stvar je delovala komično, pa ne govorim, ne očitam, ampak opažam. Ne. Pa nisem jaz kriv, ne? Ja, jaz pokažem, kakšno je stanje, ne? Zdaj, če premijer skliče tiskovno konferenco, na katero in ne spoštuje novinarjev. Glejte, jaz ne razumem vaših kolegov, pa vseh, ker res nisem novinar, ne? Jaz nikoli nisem govoril, da sem novinar, pa se morda bolj profesionalno obnašam, kot marsikateri, ki se kiti s tem nazivom. Tiskovna konferenca bo med 13. in 14. uro. In potem se čaka. In 16:10 napišejo ob 16:40. A je to eno totalno nespoštovanje novinarjev? Veste, kaj bi bilo prav? Da so novinarji ob 14. vstali pa vsi šli. Sej jaz razumem, da se sestanek potegne. Ampak obvestiš, rečeš, se opravičujemo, še 2 ure bo trajalo, pejte na kavo, vas bomo poklicali in tako naprej. Ampak novinarji servilno čakajo. Pride premier in reče, edini namen današnjega sestanka je bil, da pokažemo, da smo skupaj. Spet bi mogli novinarji ostati pa ven, a zato smo sem prišli. Govorili so o zdravstveni reformi, a je kdo ve, kaj je povedal? Bomo jutri, odločeni smo, skupaj. No, ne vem, če kaj povedal, ampak bil je pa zelo prepričljiv. Ne, to moram priznati. Predsednik vlade ima zelo dober javni nastop. Ima dobre svetovalce ali ima pa to v sebi, ampak nič ne pove. In jaz mislim, da naloga novinarjev pa ni to, da sledijo temu, kako je on lepo povedal in padajo pod vpliv predsednika vlade, ki je izvrsten retorik in vsi, je bravo, kako je lepo povedal, razmišlji,
Kot novinar moraš biti prvi, ki razmišljaš, zakaj sem jaz čakal tukaj le 5 ur? Ja, zdaj, kakšnega neugodnega vprašanja, kritičnega vprašanja, mislim, da ni bilo. Bilo je. Z izjemo vašega kolega, ne? Ja, bilo je vprašanje v zvezi za mene eno večjih afer. Gre za financiranje kampanje kosovskega predsednika strani Genija. Robert Golob je upleten, po državah nekdanje Jugoslavije naslovnice pišejo o teh aferah. Robert Golob upleten v milijonsko afero, 600 000 za kampanjo Kurtija in tako naprej. Kako resne so te obtožbe? On vse zanika, ne? Z nasmehom na ustih. Ste že slišali koga, ki bi rekel, ja, res sem baraba, ne? Razen potem, ko je morda pisal biografijo v zaporu, ne? Normalno, da zanika. Ampak na tiskovni konferenci je bilo to vprašanje postavljeno, veste, kaj je naredila, niti ne vem, kdo je moderiral tiskovno konferenco. Ne bomo o tem govorili, ko govorimo o zdravstveni reformi. Zakaj ne? Predsednik vlade, odgovor, kaj je s tem? Niti toliko ni bil, da bi rekel, to, kar pišejo, so laži. Sploh ni odgovoril. Ne, rekel, itak je to v tem stilu nepomembno. Ampak tam, kjer je dim, je tudi ogenj. Samo tako bom rekel, a si predstavljate, da bi kosovski parlament ustanovil preiskovalno komisijo, v kateri bi raziskoval, kaj je delal Janez Janša. Ja, no, to bi bile naslovne novice, ja, ne? To bi bilo, ampak vaša medijska hiša, vaša konkurenca velika, je recimo pošiljala novinarje v Bosno, se spomnite tistega kredita SDS-a. Đurđić, kako je že bila. Ja, ampak so šle ekipe v Banja Luko, iz Pručke se je gospa, ki je zdaj poslanka, javljala. A je šel kdo v Prištino? Je šel kdo v Romunijo pogledat dvojnika, ukradeno identiteto? Ja, to pa res ne. Je šel kdo v Bosno gledat? To imate prav, ampak tudi vi niste šli. Mi gremo. Greste? Ja, ravno danes smo mi imamo problem. Zakaj? Zato, ker imamo majhno ekipo in seveda en teden pogrešati enega novinarja na televiziji, ki dela vsak dan novice in ustvarimo 5 ur novega programa vsak dan, je problem. Ampak ravno danes smo se uskladili in naš novinar, kombinirali bomo kamerman in novinar iz spletnega portala, bo šel v Prištino, v Sarajevo, v Banja Luko, v Beograd in tudi v Romunijo. In bo naredil eno lepo turnejo, bo pogledal, kaj se tam dogaja in o tem bomo poročali. Tako da... Ne, mislim, to je pa res nezaslišano, to se moram z vami strinjati, da je ta medijska srenja, novinarska, žal tudi kolegi, tako dvolični, ne. Za ene veljajo eni vatli, za druge popolnoma drugačni. No, to je nesprejemljivo, ne glede na to levo-desno, ne. Prav gotovo. Ampak kakšen vpliv je potem imela ta novinarska oziroma medijska mainstream zadeva na to, da je Robert Golob sploh prišel na oblast? Je bilo to ključno? Seveda. Ne. Tako bom rekel, vsi, ki spremljamo politiko nekoliko dlje časa, vemo, da poteka kulturni boj proti Janezu Janši že več kot desetletje. Če vsi mediji, vsa, recimo, stroka in tako naprej, predstavlja Janeza Janšo kot zlo, počasi ljudje začnejo verjeti, da je on zlo. Ne zanima jih, kaj dela, kaj reče in tako naprej. In nekje v podzavesti imajo občutek, da karkoli bo bolje kot to. Ne gledajo več realno na probleme. Lahko jim da 150 evrov pokojnine, lahko jim dvigne pokojnine, lahko jim da turistične bone, lahko jim da vse, plača prispevke, gospodarstvo dvigne, da smo prvi na svetu. To se je dejansko dogajalo, ne? Ja, ampak zlo. In mi potrebujemo, nekako ni prav, ampak potrebujemo resno krizo, ki se dogaja in prihaja, da bodo ljudje rekli, ne, naslednjič grem pa na volitve, ne da bom volil za ali proti Janezu Janši, pa bom volil zase. Kaj pomeni voliti zase? Jaz si želim, da pridemo do časa, ko bodo ljudje šli na volitve in bo rekli, volil bom tistega, ki bo bolj za mene naredil. Pa če je grd, ka smrten greh. Pa če ne vem kaj. Ampak če bo delal dobro za to, da mi jaz bolje živel, da bodo moji otroci imeli perspektivo, da bo reševal moje probleme, to je to. Vse in kako mu je ime. To je, bom rekel tako, nekako tudi moja želja, da pri tem projektu, ki ga delamo. Zdaj, vaša teza je tudi
popolnoma drugačna od mainstreama, čeprav tudi tam se že dogajajo določene spremembe. Namreč, da je Robert Golob v nekem smislu preteklost, da ga je, kaj ne rečem, globoka država že odpisala, če se malo po vaše izrazim. Zakaj tako sklepate? Ja, lejte, Robert Golob je politično truplo, samo da še tega ne ve. No, to je zdaj... To sem rekel za Mira Cerarja, pa se je izkazalo, da je res, to sem rekel za Marjana Šarca, čeprav je zdaj na aparatih, ko ga je Golob potegnil v ministrstvo, to sem rekel za Alenko Bratušek. Zakaj? Osebno, moj pogled, pa mislim za politično opcijo, ki je meni bliže, bi bilo super, da zdrži do konca mandata. Ja, kako to? Zato, ker je to najboljša reklama za desnico. To, kar ta vlada počne, to, kar počne Luka Mesec, Tanja Fajon, Urška Klakočar Zupančič, to je čudovito. Zakaj? Ker ljudje vidijo, da je to, glejte, to je teater absurda. Ljudje, ki niso nikoli bili v politiki, pustimo Tanjo Fajon, ki se nikoli v politiki nič ni naučila, ne morejo se iti politike. To je obrt. Treba je znati. Ne moreš ti priti pred svoje kolege in jih dati komando, tako je padel Zoran Janković. Ne gre. Politika je obrt. Ampak ti moraš razumeti probleme ljudi. Nekdo, ki dobi 2 milijona nagrade, živi v enem drugem svetu. Ne ve, kaj so ljudje. Torej, nič ne bodo naredili, to smo videli včeraj na tiskovni, veliko bodo obljubljali, ne bo se zgodilo nič. Bomo počakali, ne? Ja, se čakamo že pol leta, se smo čakali, od junija smo čakali, pa so rekli, zdajle takoj bomo zrihtali, pa so rekli, jaz imam še posnetek ministra Loredana novembra, 1.1.23 bo, ne, zdaj 1.1.24, pa so že začeli nakazovati, da bo treba še nekaj v 25 delati, pa tako naprej. Situacija je pa vsak dan slabša. Ampak, zakaj bo šel? Šel bo ravno zato, ker se tisti, ki vodijo to državo, ne, sej, če Robert Golob misli, da vodi to državo, je tako naivno, ko je bil Miro Cerar ali pa Marjan Šarec, ne, vedo, da se to ne sme zgoditi. Da bo, če ta vlada v taki obliki, kot je, zdrži do leta 26, do rednih volitev, tako Janez Janša, ali pa če bo še, jaz ne vem, kaj se bo on odločil, zmagovalec volitev, bojim se, da z dvotretjinsko večino. Zakaj se rekel bojim se? Ker mislim, da ni dobro, da ima katerakoli politična opcija samostojno dvotretjinsko večino, čeprav bi bilo v Sloveniji to koristno. In ga bodo zamenjali. Zgodilo se bo, moja napoved, bomo videli čez kakšno leto, Roberta Goloba bodo zamenjali z nekom, ki ni politično izpostavljen, predstavili ga bodo kot strokovnjaka, ki bo rešil Slovenijo. In Slovenci bodo pomirjeni. Jezni bodo na Goloba, to bojo mediji že poskrbeli, da bodo jezni na Goloba, bo rekli, ta nas je uničil, zaradi njega imam 500 evrov položnice, zaradi njega imam tako nizko penzijo, bodo preusmerili bes na njega umaknili in bo pojavil se nek tehnični mandatar, ki bo kot Deus ex machina rešil Slovenijo. Ja, zanimivo razmišljanje, upam, da ni na meji vedeževanja, ampak bova videla, ne? Ja. Bova videla, kaj se dogaja. A je zato Golobova vlada sedaj presenetljivo recimo odobrila državniški pogreb zloglasnemu Janezu Zemljariču? Končno vidi se, da tukaj, da s predsednikom, nekdanjim predsednikom Kučanom, ki je očitno še vedno najbolj vpliven v tem zaledju, da nista v dobrih odnosih, tudi v kontaktih, ki so jih ljudje videli, gre za bolj hladno zadevo. Ampak to je pa bila ena pozitivna gesta. Za Kučana seveda. Ja, Robert Golob... Se mu je poskušal odkupiti, tako bi se razumelo. Robert Golob je še danes prepričan, da je rezultat na volitvah posledica tega, da je on tako dober. On ne razume, da bi lahko bil namesto Roberta Goloba kdorkoli in bi bilo plus minus, ne? In je prevzel vladanje na način, kot je on bil navajen v Geniju, ne? Jaz sem vse, tako bo, kot sem jaz rekel, in nihče mi ne bo solil pameti. Gospod Kučan mu je poslal nekaj sugestij preko kurirjev, da nekatere stvari ne dela dobro, da bi bilo morda bolje razmisliti, kako drugače in tako naprej. In seveda on ni poslušal in potem je dobil nekaj resnih opozoril. Začne se v medijih, ne, recimo komercialna televizija naredi negativen prispevek, koalicijski partnerji mu na samem kaj več povejo, kot so mu do zdaj. In v nekem trenutku je očitno Robert Golob dojel, da ni šale
in da more malo se umakniti. Za zdravstveno reformo, ne, lejte, to, kar se je zgodilo za tisto tiskovno konferenco, Zoran Janković, minister in Robert Golob, kjer sta oba ponižno gledala v tla in se opravičevala Zoranu Jankoviću, je sramota brez primere, govorim za premijeja. In je rekel, in je mislil, ja, zdaj, če bom pa jaz, ker so mu rekli, da mora Zemljariča pokopati z vojaškimi častmi, če bom pa to naredil, sem pa Kučanu prikupil oziroma njegovemu krogu in mi bodo odpustili. Gospod Golob, ne odpuščajo, verjemite mi. Nikoli niso, nikoli ne bodo. Ampak je pa to pa moram reči, da se je Janeza Zemljariča, nekdanjega šefa politične policije, ki je bila zločinska organizacija po odločitvah naših sodišč, Naših celo, ja. pokopalo z vojaškimi častmi, je pa sramota in to se ne bi smelo zgoditi. Je pa v kontekstu kulturne vojne. Ni več vrednot. Ne zločinec ali pa šef zločincev, da ne, je lahko pokopan z najvišjimi državnimi častmi. Kje je meja? Ni je več. Čeprav je delo pač to treba vedeti proti državi, novi državi Sloveniji. Ja, še to, da ne govorimo, pa za razmere v zdravstvu ima velike zasluge. Ne? Govorim za te slabe, kjer je celo, se opravičujem, predsednik vlade je po 6 mesecih ugotovil, da so razmere v zdravstvu slabše, kot si on mislil. Ne? Ja, verjetno ni bil v čakalnicah. Ali pa na urgenci. Ampak zakaj so nasedli prav tukaj? Seveda, lejte, problemi v zdravstvu so seveda normalno, da so se vrstili, COVID je povzročil še dodatne zaplete, vse vlade so bile tukaj upletene na nek način, ampak zakaj je ta vlada s tako vehemenco, mislim, da je zdravstvena reforma na glavnih zgodb, nasedla prav tukaj? Pa zaradi arogance in narcisizma. Mi rešimo to, vse ni problem. Dajte pogledati nazaj izjave, ne. To bo rešen, to ni problem. Mi bomo 500 milijonov damo v zdravstvo, pa je rešen. Včeraj premijer ugotovi, da je denarja preveč v zdravstvu. Tomu vsi strokovnjaki ali pa tisti, ki se na to spoznajo, govorijo od, ne vem, Janez Šušteršič je to že kdaj govoril, pa tale nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ni problem v denarju, problem je v organizaciji in v sistemu. In zdaj, ker ima ta vlada, ker je to ultralevičarska vlada, to ni sredinska vlada, idejo, da bo zdravstvo popolnoma javno, se pravi popolnoma državno, da smo natančni. Ne smemo mešati javno in državno zdravstvo. No, ampak minister pa dela tudi v zasebnih podjetjih. Ja, itak paradoks sam za sebe, ne? Ampak zasebni zdravniki rešujejo javno zdravstvo v tem trenutku. Ta vlada ima načrt to ukiniti. Če bodo to naredili, popolnoma transformacijo, o kateri, ali pa ne bo Levice zraven, ne, se to smo včeraj videli na tiskovni, da je Levica rekla, vsak projekt posebej bomo požegnali, ne. Ampak ne moreš reševati zdravstva ne zelo parcialno, niti tako, da bomo kar vse spremenili. Ker tisti trenutek, ko boš vse spremenil, to, kar je bilo včeraj, saj jaz sem razumel, napovedano, pomeni razpad sistema. To je sistem, ki mora stalno delovati. Mi si ne moramo privoščiti 6 mesecev zapremo, pa na novo postavimo. Ne? Tukaj ne smemo biti privoščljivi, ne? In si nekako pričakovati neuspeh. Jaz mislim, da tukaj res ni ideologije in da kar se zdravstva tiče, upam, no, res. Absolutno se strinjam. Da jim bo uspelo, no? Ja. A veste, kaj je odgovoril predsednik vlade na vprašanje, če bo vključil v ta projekt opozicijo? Ne? Govorimo o tem, da je to projekt vseh nas. Je rekel ne, da bo delal samo s tistimi, ki so ideološko na isti strani. Ja, to bo potem hudo. Glejte, za konec, gospod Tomašič, zanimivo bi bilo slišati, kaj potrebujemo sedaj v Sloveniji za konec? Kaj je najbolj pomembno, pravzaprav? Zdrave pameti, ne. Kje se jo dobi? Kaj je šla, je zapustila, ne, prva, zato, ker je pametna, ne. Lejte, Janezu Janši se očita, da je avtokrat, da je uvajal diktaturo, fašizem, ne vem kaj še vse. Janez Janša je, katerikoli mandat je vodil vlado, poskušal sodelovati z vsemi. Ni bilo izključevanja, bil je pa zmeraj izključen. Ne? In kaj rabi Slovenija danes? Rabi prvo odmik, bom rekel, proti sredini, kar pomeni proti desni.
nobena ekstremno leva vlada ne more rešiti države. Vemo, kaj se je zgodilo v Venezueli, v Kolumbiji, kjerkoli. Država po principih, vsi smo enaki in vsi moramo biti enako plačani, vsi moramo imeti pravico do vsega, ne more delovati. Človeška narava je taka, da ko smo enkrat vsi plačani enako, gremo navzdol. Zakaj? Zato, ker tisti, ki je do zdaj delal več, ker je bil bolje plačan, začne delati manj. Tisti, ki je do zdaj delal malo, pa je še zmeraj dobro plačan, začne delati nič. To je logika in zato socialistične ideje se lepo slišijo, ljudje jih volijo, ne delujejo pa v praksi. V praksi delujejo, ko ljudje hočejo doseči nekaj več in zato nekaj več imajo. In rabimo ta pomik proti sredini, jaz pravim, se pravi na desno, in konec izključevanja. Noben problem, če Robert Golob pa Tanja Fajon ne marata Janeza Janše. Ampak on pa Borut Pahor sta dva najbolj izkušena politika v tej državi. Tudi mednarodno gledano. In zdaj mi povejte, da je nekdo direktor podjetja in iz podjetja prvo nažene dva najbolj izkušena. Ja, podjetje bo šlo navzdol, ko bodo sami vajenci, ki pojma nimajo, vodili podjetje. Najbolj neizkušen bo pa namesto, da bi jih vključil in kaj vprašal. Pa jih tudi upošteval, ne? Ja, gospod Tomašič, izključevanje, upajmo, da bo to kmalu preživeto. Hvala vam za zanimiv pogovor, za pogled, ne bom rekel z roba, ne, ampak nekako z drugačne strani, ki pripomore k pluralnosti te naše medijske hiše. Hvala za obisko v našem studiu. In hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.